Kaj predvidevate, bo država, koliko bo vložila, koliko tega denarja, kaj bo narejeno? Glede, danes je prišlo do podpisa o pismu v nameri, s katerim je izražena jasna volja, tako države na eni strani, kot in lokalne skupnosti na drugi, da bomo šli skupaj v projekt, če rečem pilotski projekt ureditve razmer, izboljšanja razmer v našem romskem naselju, Krin v Grm. Jaz verjamem, da bomo že v naslednjem tednu začeli tudi delati na operativni ravni. Lahko rečem, da lokalna skupnost Mestna občina Krško na to pripravljena, verjamem, da tudi država pripravljena na to, tudi danes to izkazali s svojim podpisom in da je pred nami en kup izzivov, s katerim bomo omogočili deležnikom, ki bodo deležni izboljšanja teh pogojev za bivanje, boljše življenje. Rad bi poudaril, da nobenemu pri tem ne bo nič podarjenega. Sledili bomo načelu enakosti pred zakonom in verjamem, da je to prava pot, se pravi država, lokalna skupnost in pa uporabniki tega oziroma deležniki, da skupaj lahko naredimo dobro zgodbo. Vidim končno zeleno luč na koncu tunela, če tako rečem, in verjamem, da bomo pri tem uspešni. Seveda čas bo pokazal, ali se danes motim, ali je to preveč optimistično bilo. To je največje naselje, ne? To je največje naselje v Mestni občini Krško. Po zadnjih podatkih je notri živečih nekaj čez 300 prebivalcev, ki se pa sicer dnevno številke se menjajo zaradi selitve, eni odhajajo, drugi prihajajo, tako da je pa to največje. Mogoče kaj je naloga občine, kaj mora občina zagotoviti? Naloga občine je prvič, da sodeluje z državo, sodeluje z romskimi prebivalstvom. Se pravi, mi bi radi noter vzpostavili, legalizirali objekte, ki so trenutno nelegalizirani. Mi v tem naselju imamo približno cirka 70 objektov, od tega 17 legaliziranih, se pravi, smo pred izzivi postopkov legalizacije teh objektov, kar bo na daljni fazi omogočilo recimo elektrifikacijo teh objektov, skratka postavitev male čistilne naprave za kanalizacijo, skratka en kup zadev, ki bi potem nek normalni nivo prebivanja v tem naselju bil. Seveda tukaj so tudi nadaljevanje dvojezičnega vrtca. Zelo radi oziroma pričakujemo, da bomo lahko zaposlili koordinatorja, ki bo skrbel za te mehke vsebine, skratka še in še in še. Zavihajmo rokave in začnimo delati. Komunalno opremljanje male čistilne naprave v naselju, medtem ko več naselij v občini Krško teh nimajo, ko so plačniki ljudje in so še na greznicah. Ne zdi se mi v redu, ampak bom odgovoril na vaše vprašanje. Nihče ne bo dobil nič podarjenega, se pravi, ne govorimo o podarjenosti, govorimo o skupnem sodelovanju in tudi tukaj bojo morali Romi dati svoj delež preko plačevanja obveznosti, ki bojo sledile, in tukaj vidim eno dobro zgodbo, bo rekel tako, Šuterjev zakon, naše sodelovanje države preko socialnih organov, skratka nobeno pa ne bo nič podarjenega, sem že enkrat poudaril, še enkrat, govorimo o načelu enakosti, se pravi, in ko bo to prišlo v zavest, da smo vsi enaki pred zakonom, jaz mislim, da je to dobra zgodba. Še enkrat, noben ne bo dobil nič podarjenega, tako kot ste rekli, da če bo dobil podarjeno. Če bodo dobili podarjeno, to ni v redu. Nisem za podarjeno, ampak da bo tudi prednostno urejeno pred ostalimi naselji. Glejte, mi sledimo, kar se tiče opremljanja komunalne infrastrukture, sledimo nekim planom, ki so bili v Mestni občini Krško že prej zastavljeni. V letošnjem letu odprt je razpis za, če se zdaj malo izven te tematike, grem da odgovorim na vaše vprašanje, za Mali Podlog in pa Gržeča vas, pa tam, ne glede na to, ali bo romsko naselje kaj narejenega ali ne, bodo te prebivalci so v fazi, dobijo kanalizacijo. In potem nadaljujemo naprej, Malo Mrašo, Veliko Mran in tako naprej. Tako da zaradi tega ne bo noben občan Mestne občine Krško ničemer prikrajšan. Hvala lepa. Lahko poveste še kakšno bolj podrobnost, kako bo to naselje urejeno, kaj v bistvu to je pismo nameri pa vendarle, se pravi malo bolj podrobno, kako si lahko predstavljamo zdaj to ta pilotni projekt. Ja, danes je bilo na seji vladi sprejeto prvo od 4 pisem o nameri, ki je bilo tudi kasneje podpisano strani predsednika vlade. To pismo o nameri postavlja nek okvir in pa izhodišča sodelovanja med Republiko Slovenijo in pa Mestno občino Krško, predvsem na področju legalizacije in prostorske ureditve samega naselja. To je predpogoj, da lahko potem naprej kakršnokoli infrastrukturo gradimo, vodovod, kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave. Vzpostavili bomo podoben sistem, kot smo ga vzpostavili z občinami,
ki so bile poplavljene avgusta 2023. To pomeni, da ne bojo potekali individualni sestanki med občino in dotičnim resorjem, ampak bomo na eni strani sedeli vsi resorji, ki se jih to tiče, in pa na drugi strani same občine, zato da lahko na samem sestanku že sprejemamo odločitve in pa se zmenimo za korake in pa časovnico, kako naprej. Lahko vam povem to, da smo že sedeli recimo z kolegom Mescem, kjer smo ugotovili, da imajo denar za mehke ukrepe, da lahko zaposlimo dodatne romske koordinatorje, ne samo tukaj, tudi že v drugih občinah. Lahko povem, da smo že sedeli z MNVP-jem, kjer smo s kolegom Gajškom že pogledali korake, kako se lotiti prostorskega urejanja, to pomeni zelo velik dela z gradbeno inšpekcijo, zelo velik dela tudi za samim GURS-om, za določitev mej. Sedeli smo že z MJU-jem, da bomo predlagali zakonsko dopolnitev, da bo ponovno lahko možno po obrokih odplačevati določeno parcelo za dolgoročno lastništvo, ker mi moramo zagotoviti osnovne pogoje, da bojo lahko potem romski prebivalci imeli možnost tako ta mali iti v šolo in pa starejši tudi normalno socialno življenje, iti v službo in spoštovati tudi pravico tako, kot mora imeti. Kakšne bojo mogoče tle obveznosti Romov? Ja, tukaj bomo šli v smeri, vsi smo pred zakonom enaki. Tako, kot smo v Šuterjevem zakonu začeli z področjem varnosti, bomo tukaj mogli tudi začeti s področjem legalizacije. V tem primeru legalizacije samih objektov, imamo pa že eno drugo občino, kjer je recimo romsko naselje na 25 parcelah agrarne skupnosti. In tam bomo mogli tudi vzpostaviti red in tudi oni bojo mogli razumeti, da pred zakonom smo vsi enaki. Hvala lepa.